Evangelij za drugo nedeljo po Božiču, to je 3. januarja 2021, je Božja beseda vzeta iz Evangelija po Janezu. Takole je evangelist Janez zapisal. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu, vse je po njej nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je Bog poslal, ime mu je bilo Janez. Ta je prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi vsi po njem vero sprejeli. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bil in svet je po njem nastal in svet ga ni spoznal. V svojo lastnino je prišel in njegovi ga niso sprejeli. Vsem, kateri so ga sprejeli, pa je dal pravico, da postanejo Božji otroci. Njim, ki vanj verujejo, ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda se je učlovečila in se naselila med nami. In videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorojenega od očeta, polna milosti in resnice. Janez je pričeval od njej in klical. Ta je bil, po katerem sem rekel, on, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej, ko jaz. Iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost na milost. Postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni Bog, ki je očetu naročil, on je povedal. To je Kristusov evangelij. V začetku je bila beseda, beseda ljubezni. Dialog pove evangelist Janez. Ozre se na pravi izvor, v skrivnostni začetek vseh stvari. Povzame prvo stran Svetega pisma, ki pripoveduje o stvarjenju sveta. Spregovori o stvarjenju luči in teme, nebesnih teles, morja in kopnega, prvih živih bitij in na koncu krono vsega stvarstva človeka. Evangelist Janez gre dalje in v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Vse je nastalo po njej. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. Čudovit pogled na Boga, ki ga je oznanjal Jezus Kristus. Bog nikoli ni in noče biti sam. Ob sebi in v sebi ima besedo, ki je izraz njegove ljubezni. Celotno stvarstvo je sad dialoga ljubezni med očetom in sinom. Kdor ljubi, naj bo kristjan ali ne kristjan, je že v Bogu, je rojen iz Boga. Noben človek ne živi popolnoma izven Boga. Apostol Pavel je razvijal misel, da so tudi tisti, ki ne poznajo Kristusa, pogani, rojeni iz Boga in so lahko odrešeni, če izpolnjujejo zakon, ki je zapisan v njihovem srcu. Delaj dobro, izogibaj se slabega. Začetek Janezovega evangelija je povezan z začetkom prve Mojzesove knjige. Božja beseda je bila med ljudi. V njihovem življenju vsakodnevno navzoča. V Svetem pismu stare zaveze je to aktivna, ustvarjalna in dinamična beseda. Gospodovo besedo so bila narejena nebesa, je zapisal psalmist. Svoj izrek pošilja na zemljo, hitro teče njegova beseda. Ali ni moja beseda kakor ogenj, govori Gospod, in kakor kladivo, ki razbija skalo, je zapisal prerok Jeremija. Pisec knjige modrosti imenuje Boga kot tistega, ki je vse naredil svojo besedo. Božja beseda je izenačena z njegovo modrostjo. Gospod je z modrostjo postavil zemljo. Knjiga modrosti opisuje modrost kot Božjo, večno in ustvarjalno moč. Tako sta beseda
in modrost eno in isto. Ko je bilo namreč vse zavito v molčečo tišino, je na noč prišla na pol svoje poti, je tvoja vsemogočna beseda iz nebes, z kraljevskega prestola, kakor srep pogled na bojevnik poletela v sredo pogubi izrečene dežele. Janez opisuje Jezusa kot Božjo ustvarjalno, življenjsko in svetlobno besedo, ki je prišla na zemljo kot človek. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Jezus je modrost in Božja moč, ki je ustvarila svet in ga vzdržuje, prevzel je človeško podobo, da bi nas kot pravi človek, Bog, odrešil. Postal je pravi človek, toda hkrati je ostal pravi Bog. Kar je bil, je ostal, in kar ni bil, je postal. Jezus Kristus je resnično Božji sin, ki je ne, da bi prenehal biti Bog in Gospod, postal človek in naš brat. Kristjani, ne smemo nikoli pozabiti na čudež učlovečenja. Božji sin je prevzel človeško naravo, da bi s tem dosegel našo odrešitev. Sin Božji je delal s človeškimi rokami, razmišljal človeškim umom, deloval je s človeško voljo in človeškim srcem, ki je ljubilo. Rojeni z devica Marija nam je bil resnično enak vsem razen grehu, je zapisano v pismu Hebrejcem. Božjo slavo lahko vidimo le po Jezusu Kristusu. Postal je sopotnik človeštva. V njem in po njem smo deležni njegove božanske narave. Že od začetka sveta je namen našega življenja ta, da bi bili popolnoma združeni z njim. Ko smo po krstu prerojeni po Svetem Duhu in zaživimo novo življenje v Jezusu Kristusu, Jezusov Bog Oče postane tudi naš Oče in mi postanemo njegovi sinovi in hčere. Poklicani smo, da v vseh razsežnostih našega življenja zaživimo to Božje sinovstvo. Zahvaljujmo se Bogu Očetu za to čudovito dostojanstvo, ki smo ga deležni, in prosimo Svetega Duha, da bi mogli vedno in povsod živeti in delovati v tem duhu, ter biti priče našega Očeta in našega brata. Ob koncu bi lahko rekli kot molitev: Gospod Jezus, moj Gospod in brat, naj ti danes pogledam v oči. Tako daleč si prišel, da bi me našel. Tako veliko ceno si plačal, da bi me pripeljal nazaj k Očetu. Videti hočem tvojo veliko ljubezen, večno hočem biti s teboj. Res vsem želim v letu, katerega smo začeli, leta 2021, obilo blagoslova, obilo miru, obilo spoštovanja, vsega dobrega. Naj nas res pri tem delovanju spremlja obilen tudi Božji blagoslov. Vse dobro in lep pozdrav.